vplivali. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Veliko čas in veselje mi je, da lahko skupaj z vami delim nekaj osnovnih misli oziroma pogledov na strategijo tujih investicij v Sloveniji. V začetku bi se želel zahvaliti tehnični službi, ker smo danes zjutraj uspeli nekaj osnovnih misli kljub enemu virusu na mojem USB ključku urediti stvar, da bo nekaj ključnih misli seveda tudi vam na voljo. Sicer pravijo, da so napovedi sila občutljiva stvar in sila nehvaležno delo, še posebej, če se le-te nanašajo na bodočnost. Ta misel seveda v sebi nosi eno iskrivost, pa vendarle mislim, da na področju naših strateških pristopov pri tujih investicijah mislim, da nam je vsem skupaj jasno, kaj nam je na tem področju za narediti. Tudi jaz sem vesel in lepo pozdravljam gospoda Marka Domfrida med nami, človeka, ki seveda deluje v mednarodnem okolju in prinaša v naš prostor in tudi bi rekel v celo regijo nek razširjen pogled na pomen internacionalizacije tujih investicij. No, če pogledamo, kaj danes pomenijo tuje investicije v Sloveniji. Približno 17% kapitala in sredstev v bistvu podjetja, ki so v lasti oziroma so v lasti tujih korporacij, zaposlujejo približno 15% vseh zaposlenih v Sloveniji. In en podatek je zelo zanimiv, teh podjetij je samo 4%. Se pravi, relativno majhno število podjetij seveda ustvarja veliko pozitivnih učinkov. Posebej mogoče kaže izpostaviti še dejstvo, da podjetja, ki so v tuji investiciji, ustvarjajo približno 40% izvoza. No, če si pogledamo, kako je Slovenija zgradila v letih od osamosvojitve, kako so se v bistvu te številke gibale. Vidimo tudi na tem področju, da je pravi razcvet bil prisoten oziroma da je do njega prišlo v letih od 2005 nekje za učinki do 2009, ko smo v Sloveniji v bistvu podvojili obseg tujih investicij iz 6 na več kot 10 milijard evrov, 11,2. Kasneje je prišlo, tudi to moramo zelo jasno povedati, do določenih upadov tujih investicij, seveda tudi zaradi globalne gospodarske krize, pa vendarle lahko bi vam zdaj naštel kar nekaj primerov dobrih priložnosti, ki smo jih, ali pa so jih moji predhodniki izpustili v preteklih 2 letih, ampak mislim, da to ni namen današnjega srečanja. Če pogledamo naprej, člani Evropske unije, se pravi predvsem Avstrija, daleč na prvem mestu kot tuji investitor, predstavlja skoraj 50% vseh tujih investicij v Sloveniji. Na drugem mestu Švica zaradi znane naložbe seveda v farmacevtsko industrijo, pa nekaj seveda tudi v finančnem sektorju. Sledita Francija in Italija in pa Nemčija kot sicer naš najpomembnejši zunanji trgovinski partner. Kot sem že omenil, prišlo je do določenih upadov tujih investicij v letu 2009. V različnih sektorjih, seveda naše misli so usmerjene naprej. Kot bom kasneje povedal, predvideli smo tudi najbolj perspektivne sektore in pa tudi tudi najbolj učinkovite pristope za ustvarjanje teh rezultatov.
Spodaj so navedeni naši največji tuji investitorji. Kot mnogokrat beremo v dnevnem časopisu oziroma zasledimo v medijih, ta podjetja imajo kar nekaj razlogov, zakaj so prišla in v bistvu imajo dobre izkušnje. Relativno dobre izkušnje v Sloveniji, ker tako kot tudi oni pravijo, obstaja kar nekaj razlogov, zakaj v bistvu investirati v Slovenijo. Zagotovo prvi in osnovni razlog je, da je Slovenija seveda polnopravna članica Evropske unije, se pravi širši makroekonomski in mednarodni okvir, da smo seveda člani NATO in ostalih pomembnih združenj, seveda tukaj smemo pozabiti na OECD. Naslednji zelo pomemben dejavnik je, da je Slovenija zagotovo ena od idealnih izhodnih točk ali pa izhodišč za delanje biznisa v državah jugovzhodne Evrope. Tukaj bi pa si jaz dovolil mogoče en komentar, ki je malo drugačen, kot jih sicer slišimo vsak dan v medijih. Fokus, mogoče tudi politični fokus Slovenije, ki je bil v zadnjih letih v države jugovzhodne Evrope, po mojem mnenju ne sme biti naša prioriteta. Lahko je eno dopolnilo. Mislim, da so politični okviri, ki so močnejši, katerim Slovenija seveda polnopravno že pripada in tam seveda generiramo tudi bistveno močnejše ekonomske učinke. Pomembni dejavniki so seveda tudi dober izobraževalni sistem. To še ne pomeni seveda, da je ta izobraževalni sistem v celoti usmerjen oziroma tudi po meri gospodarstva. Veliko je še stvari, mogoče ena stvar, ki bi jaz izpostavil, da imamo dosti visok standard zaščite investicij in pa pomembna stvar visoka kakovost življenja. To tudi tu investitorji radi povedo. No, kakšne pa so aktivnosti oziroma kdo sploh ureja pogoje za tuje investicije v Republiki Sloveniji? Obstaja seveda čist normalen pravni okvir in pa to je zakon o spodbujanju tujih investicij in pa uredba. Tukaj najavljam, da se tudi na področju tega zakona bodo potrebne spremembe. Ta je bil sprejet v letošnjem letu, na začetku leta zelo na hitro, bom rekel, verjetno tudi po sili razmer, da se določeni projekti podprejo. No, kakorkoli že, v bistvu Slovenija ves čas je želela imeti določen sistem in prav je tako sistem spodbujanja teh tujih investicij. Tukaj je kar nekaj pozitivnih učinkov, to smo ves čas seveda poudarjali, vendar mislim, da je bistveno bolj pomembno narediti pravi poslovni model oziroma poslovno okolje, ki bo omogočalo dolgoročno kakovostno okolje za tuje investitorje. Se pravi, odmik od instrumenta subvencij v bistvu ustvarjanje resnično ugodnega poslovnega okolja. Tukaj bo seveda potrebno narediti nekaj na področju davčne zakonodaje. Program stranke SDS seveda veliko pozornosti namenja temu vprašanju v celoti in tudi to bo del seveda tudi izboljšanja konkurenčnosti na področju privabljanja tujih investicij. Naslednja stvar, ki bi jo rad seveda delil z vami, je v bistvu ta naša zaveza k odprtosti, zaveza, o kateri je prej govoril, mogoče v stavku ali dveh, ampak misel je zelo močna
Žiga Turk. Se pravi, gre za dejstvo, da Slovenci razumemo vstop tujih podjetij kot neko dodano vrednost že samo po sebi, v bistvu razširjenje našega kulturnega prostora. Podobno pot smo šli tudi v slovenskem turizmu, kjer je bil velik poudarek dejansko na pridobivanju tujih partnerjev, tujih gostov in v bistvu s to raznolikostjo so bili učinki doseženi še bistveno hitreje. Morda sem kakšno besedico oziroma kakšno misel spustil, pa naj mi bo dovoljeno, verjamem, da ste nekaj od tega že, hvala lepa, da ste nekaj od tega že povedali. Torej, kaj so prvi koraki? Po analizi UNCTAD-a obstaja zelo velik razkorak med potencialom za privabljanje tujih investicij v Sloveniji in pa dejansko stanje. Torej, potencial je izjemno velik. Po vseh ekonomskih analizah, se pravi, od 141 držav smo na 30. mestu. In tukaj nas zagotovo čaka po eni strani veliko dela, po drugi strani pa seveda ena vera v to, da dejansko se lahko uvrstimo tako visoko. Pred časom, oziroma včeraj, mislim, da sem prebral eno razmišljanje določenih ljudi, ki seveda v teh dneh so zelo želijo biti prisotni v medijih in povedati, kaj vse Slovenija rabi. Tudi na področju turizma, recimo, je bilo izrečeno, da je Slovenija od 180 držav na 33. mestu in da to je stanje, nad katerim ne smemo in ne moramo biti zadovoljni. Isti gospod je pozabil povedati, da pred 5 leti smo bili na 57. mestu. Podobno je tukaj. In to, kar s čim bi želel zaključiti, delovna skupina, ki deluje pod mojim vodstvom, ki je v bistvu večresorsko sestavljena, smo že pripravili v bistvu priporočila, ta dokument že obstaja, ki celovito obravnavajo področje tujih investicij in to gradivo bo v obliki priporočil seveda na voljo za nadaljne korake in obravnavo seveda na vladi Republike Slovenije v naslednjem obdobju in verjamem, da bo to področje, ki dejansko obravnava posamezne vidike od, se pravi, davčne politike do vseh oblik subvencij, do posebej poudarek je na področju promocije. Tukaj tudi najavljam en nov ukrep in sicer direktni kontakti z glavnimi investicijskimi skladi, direktni workshopi, zelo veliko, bi rekel, business-to-business komunikacije in pa odlično sodelovanje z zasebnim sektorjem. Naj povem, da ta priporočila in tudi ta program, in s tem zaključujem, v celoti podpira tudi slovensko gospodarstvo. Pripravili smo ga skupaj in mislim, da je to ena odlična osnova za naše nadaljnje delo. Hvala lepa.